Spoštovane in spoštovani, prisrčno dobrodošli in tudi hvala, da ste se namenili to lepo popoldne preživeti v zaprtem prostoru in ste žrtvovali lep sončen dan, ki bi se ga dalo izkoristiti zanesljivo tudi drugače. Jože Plečnik, arhitekt in vinska trta, je zgodba, ki je manj znana, glede na to, da pa je celoten ustvarjalni opus slovitega arhitekta, od čigar rojstva letos mineva 150 let, dobro znan, proučen, čeprav še ne povsem, kot mi je povedal pred nedavnim dr. Damjan Prelovšek, eden od uglednih plečnikologov, so še vedno pripravljena za obdelavo nekatera njegova pisma, dopisi, ki bi jih bilo potrebno proučiti, kritično pregledati in seveda jih ponovno predstaviti in tudi na nek način spoznati slovitega arhitekta po tej plati. Zgodba Plečnikove povezanosti z vinsko trto ni nikjer posebej obdelodanjena, kaj šele obdelana. Ko sem recimo spet gospoda Prelovška vprašal, kako pa je bilo, kaj na to temo, mi je odvrnil, jaz ne maram vina in nič ne vem, da bi se Plečnik kaj z vinom tudi ukvarjal. In resnično nimamo nekih posebnih podatkov, nekaj pa se vendarle najde. Tako je Plečnikov študent Andrej Lenarčič v svojih spominih na Plečnika med drugim zapisal: Jože Plečnik je bil izjemno delaven in odgovoren, z enako zavzetostjo se je lotil velikih in najmanjših naročil. Vzel pa si je čas za redne sprehode in zvečer je redno zahajal v gostilni Kolovrat in Pod Skalco, kjer se je sestajal z bratom Janezom in direktorjem ljubljanskega gradbenega urada Matkom Prelovškom. Raje kot v gostilniški sobi je sedel v veži ali kuhinji. Zmirno je pil vino, je pa veliko kadil. Med vojno in po njej v gostilno ni več zahajal. To je ta podatek, ki govori, da je bilo vino kot pijača mu vendarle blizu. Je pa še ena povezava, namreč, kot vemo, njegov sosed v Trnovem je bil Franc Aleški Finžgar, župnik v Trnovem, in tedaj sta kot dobra soseda podrla ograjo med župniskim in Plečnikovim, zgradila pa paviljon, kjer sta se redno srečevala. In če bi stene tistega paviljona pomnile, kaj sta govorila, bi danes brali zelo zanimivo in zajetno knjigo, morda celo bolj zanimivo kot kaj takega, kar prebiramo in nam je dobro znano. Kot vemo, je arhitekt Jože Plečnik, prosim naprej, leta 1920 dočakal povabilo prvega češkoslovaškega predsednika Tomaša Gustava Masarika, ki je mimogrede tudi prvi tujec, ki se ponaša z nazivom častnega doktorja Univerze v Ljubljani, da bi preuredil grad Hračani v predsedniško rezidenco in največji muzej v državi. Z drugimi besedami, Masaryk je Plečniku naročil naj grad kot fevdalno tvarino, ki izhaja iz 9. stoletja, seveda tiste osnove, demokratizira in pripravi za rabo republike. To je pogled s Karlovega mosta in v tem levem delu na Grajski Brižini najdemo vinograd, ki je z tega zornega kota zaenkrat še skrit, ampak o njem več kasneje. Prosim naprej. Sedaj smo se iz Karlovega mosta podali na razgledno ploščad, ki je prav tako zanimiva zavoljo izjemnega pogleda na prestolnico
Češke republike, levo od te razgledne ploščadi pa se nahaja vinograd. Še prej pa je potrebno povedati, zakaj je ta ploščad pomembna. Ko je po žametni revoluciji mesto predsednika zasedel Václav Havel, je za upravnika gradu in predsedniške rezidence lani je bila letna rezidenca predsednika Masarika in obsega okoli 40 hektarjev, povabil agronoma, ki se piše Ivo Velišek. Gospod Velišek prej Plečnika ni poznal, pa ko se je poglobil v prenovo gradu v 90-ih letih, je spoznal, da je vrsta reči nedorečenih, nedokončanih, da skratka marsikaj ne gre skupaj. Tako je našel svetilko, svetilni steber, ki pa mu je že na prvi pogled nekaj manjkalo. Zakopal se je v načrte in ugotovil, da manjka zgornji del. Kje je torej zgornji del? Jasno pa je, da je bil izdobavljen, ampak nihče ga takrat ni namontiral in dal na svoje mesto. Napotil se je v Ljubljano, da bi v arhivu preveril, kako je in kakšen je sploh bil ta zgornji del luči, in v arhivu je našel celo Plečnikov listek, da je on paket za to lučjo oddal Ljubljani na pošti. Pomeni, da je po vsej verjetnosti ta svetilka v Pragi. Premetali so depoje in v enem izmed zakoti našli original zapakiran paket, ki ga nihče ni odprl, notri pa je bila Plečnikova svetilka, ki je sodila natanko na ta steber, ki stoji malce levo. Vse to je gospoda Veliška navdalo, da se je lotil raziskovanja, življenja in dela arhitekta Plečnika, da je na svoj način tudi favoriziral Plečnikovo delo, in ko se je to izvedelo malce širše, je vse skupaj prišlo do slovenskega veleposlaništva. Tam je gospod Velišek doživel spodbudo za svoje delo, izšlo je nekaj zanimivih knjižic in na koncu je prejel tudi eno izmed slovenskih državnih odlikovanj prav za voljo širjenja ugleda Jožeta Plečnika v Pragi. Gremo naprej, prosim. Ko je na začetku 30-ih let delo pri prenovi gradu šlo k koncu, je arhitekt Plečnik dobil še poslednje naročilo, namreč, da mora za veliki finale svojega dela urediti tudi grajsko brežino. Tisto, ki gleda proti Karlovemu mostu. Torej, to je prisojna brežina, razgledna brežina, ki pa ni povsem enostavna. Če stojimo tako, da imamo pred sabo praško središče in grad za hrbtom, se nam ta brežina danes razkrije na desni strani, tej, ki meji na ameriško rezidenco. Namreč v soseščini gradu Hračani je Masaryk predsedniku Wilsonu dal imeniten dvorec za približno 3 hektarji travnika in to je še danes rezidenca veleposlaništva Združenih držav Amerike. Ta del je bil malce bolj kamnit, pa bolj položen in zato ga je Plečnik preuredil v vrt alpsko-mediteranskega rastja. Levi del pa je bil malce bolj strm, zelo strm, zato se je tam odločil za vinograd in na ta način želel na grad Hračani spet vrniti vinsko trto, za katero je znano, da je tam v 10. 11. stoletju tam še zanesljivo uspevala. Danes uspeva spet, čeprav Praga sama po sebi ni češko vinorodno območje. Približno 95% od dobrih 18.000 hektarjev čeških vinogradov je na Moravskem.
5 do 7% pa v bližnjem Melniku, to pa je nekoliko severno od Prage, tako da tudi v Pragi uspeva vinska trta. Tu je njegov načrt teh teras, ki jih bomo kmalu videli, to je kopija, ki so mi jo posredovali iz arhiva Praškega gradu in ki je služila tudi za zasnovo pri napravi teras. Naprej. To so dela, kot vidite, izjemna strmina. To je prostor pod nekdanjim grajskim obrambnim obzidjem. Vidite, da so se lotili tega procesa na zelo trd način, da je bilo iz ene take neprehodne strmine potrebno narediti utrditev za napravo teras. Ta podoba nam praktično ne daje nekega posebnega upanja, da bi iz celotne zgodbe lahko kaj posebnega nastalo. Prosim naprej. Takšna je podoba danes ali pa pred 2 letoma, toda do teh značilnih Plečnikovih teras se je prišlo relativno kmalu, na ta način, da so utrdili samo osnovo in pa kasneje v ta del, ki je ostal, nasuli najprej ves šut, ki je se nabral na vrhu pri obnovi gradu. Nad ta šut pa so kasneje naložili tudi kakovostno humusno zemljo. Naprej. Takšen je pogled v sam ta predel s trtami v zadnjem obdobju in tukaj se moramo za nekaj časa ustaviti in povedati še nekaj. Namreč, ne glede na to, da je Plečnik vinograd zasnoval in da so bile napravljene terase, da je bilo vse skupaj pripravljeno za zasaditev z vinsko trto, Plečnik naj bi narisal tudi koncept vzgoje vinske trte ob enem kolu, torej tradicionalno, nobenih žic, veliko več dela je s tem. Vendar v tistem obdobju, ko so bile terase dokončane, do realizacije vinograda ni prišlo. Kot vemo, so se dela pri prenovi Praškega gradu sklenila nekje v letih 38-39, ampak to je že obdobje sudetske krize in Češko-Slovaška se je soočala z celo vrsto drugih problemov. Zasaditev vinograda na Hračanih je bila daleč od kakršnekoli prioritete tedanje dobe. Prišla je vojna, obdobje povojnega komunizma pod sovjetskim patronatom, tudi obdobje Praške pomladi in nenazadnje spet obdobje druge polovice 80-ih, začetka 90-ih let, žametne revolucije, ko se je na nek način življenje na gradu s prihodom Václava Havla začelo na novo. Začelo pa se je tudi urejanje precej zanemarjenega in upuščenega območja tako v teh južnih vrtovih kot v severnem Jelenovem grebenu in seveda v sami rezidenci Lani. Zanimivo je, da so prvi vinograd zasadili šele leta 1994 in s pomočjo čeških vinogradniških strokovnjakov je gospod Velišek, rekel sem agronom po osnovni izobrazbi, izbral sorto z imenom Hibernal. Gre za relativno neznano, čeprav tudi pri nas že zastopano, vendar ne zastopano v sortni listi, sorto za pridelavo vinskega grozdja, ki je križanec divje sorte vinske trte imenovane Zajbel in pa renskega rizlinga. Hibernal
nam sam po sebi asocira na zimo, na to, da prenaša tudi hladnejša podnebja in prav to so imeli v mislih. Namreč grozdje je zelo podobno renskemu rizlingu, tudi po sami cvetici je takšno, zori pa nekje na začetku tretje dekade meseca septembra, torej malo prej. Tako so leta 1994 torej zasadili vinograd in ga začeli vzgajati na tradicionalen način ob enem samem kolu. Naprej, prosim. To je spet pogled. Kot vidite, ta značilen Plečnikov klinker, ki ga srečamo še kje, ta pohodna površina, ki olajša kakršnokoli delo z vinsko trto, namreč dejstvo, da lahko kdorkoli že tu pač kaj počne, stoji na ravnem in hkrati z te ravnine obvlada z rokami trto, ki jo je potrebno povezati, površičkati. Škropljenje ni v tem primeru toliko pomembno, kajti sorta hibernal sodi med tako imenovane interspecifične ali odporne sorte, ki potrebujejo bistveno manj škropljenja in tovrstne oskrbe z fitofarmacevtskimi sredstvi in prav za voljo tega se v zadnjem obdobju te sorte širijo intenzivneje. Naprej, prosim. To je trgatev, kot vidimo, jo opravljajo ne oktobra, kot je običajno, ampak meseca septembra in v novejšem obdobju pripravljajo tudi praški vinski praznik, ko v severnem delu pripravijo šotor z možnostjo pokušine vin, ob grajskem obzidju pa oder, kjer se 3 dni vrstijo najrazličnejši nastopajoči, tudi recimo pevski zbor gimnazije in glasbene šole iz Slovenske Bistrice je nastopil leta 2018 in tudi ponudba slovenskih vin je v okviru tega praznika, ki ga v 3-4 dneh obišče 12 000 Pražanov po zadnjih podatkih, torej tudi slovensko vino je prisotno tukaj in slovenski razstavni prostor je med bolj obleganimi. Naprej, prosim. To je še eden izmed prizorov. Tukaj vidite Martin ravno drži v rokah grozd, ki je nekoliko večji od renskega rizlinga. Gre za lepo dozorel grozd. Sami v Pragi nimajo vinarstva. To delo opravi vinarstvo Špilberk z Moravskega in kasneje v Prago vrnejo do negovano vino v steklenicah. Naprej, prosim. Tako je gospod Velišek leta 2006 predstavil prvo polnitev tedanjemu predsedniku Češke republike Václavu Klausu, ki je vino sprejel tudi kot protokolarno darilo predsednika Češke republike. Naprej. Tako pa izgleda sama etiketa. Kot vidimo, so jo oblikovali na nek način v barvah češke, pa tudi naše zastave, ozaljšana z zlatom, je, lahko rečemo, zelo nobel, upadljiva in tudi vino dosega kakovost, ki je na zavidljivi ravni, ne glede na to, da, kot sem rekel, Praga sama po sebi ni izrazito vinorodno območje. Naprej, prosim. To pa je zelo pomembno, namreč vsaka etiketa tega vina, poudarjam, gre za protokolarno vino uprave Praškega gradu in predsednika Češke republike, je oplemljeno
tudi z hrbtno etiketo, na kateri pa lahko preberemo, torej je omenjen arhitekt Jože Plečnik, ki mu na češkem rečejo Josip, in ta etiketa pove, da ima torej vinogradništvo na Praškem gradu zgodovinsko tradicijo, ki je bila prekinjena, vendar jo je na Praški grad spet vrnil naš arhitekt Josip Plečnik. Vidimo tudi, za kakšne serije gre. Steklenica 551 od 580 napolnjenih, od tega letnika jim je tedaj zelo malo ostalo, da pa so bliže pred novo trgatvijo. Naprej, prosim. Zgodba z samim Plečnikovim vinogradom, z dobrim sodelovanjem slovenskega veleposlaništva z upravo Praškega gradu in nenazadnje zgodba tesne povezanosti Češke in Slovenije, ki izvira iz starejših obdobij, iz obdobja Avstro-Ogrske. Imeli smo celo nekaj časa skupen poslanski klub v Dunajskem parlamentu. Imeli smo dobre povezave, imeli smo praško podružnico Slovenskega planinskega društva, ki je v boju med nemškim in češkim kapitalom zgradilo celo češko kočo v Kamniških Alpah. Torej te vezi so bile zelo močne, da ne govorimo, koliko naših študentov je diplomiralo, doktoriralo v Brnu ali v Pragi. To obdobje po drugi svetovni vojni je te vezi malce zrahljajo, imam pa občutek, da so se spet vzpostavile in da so na dobri poti. Kaj se je zgodilo v tem obdobju? Namreč uslužbenci praškega, torej slovenskega veleposlaništva v Pragi, so si nekako prizadevali, da bi vendarle na samem Praškem gradu postavili neko obeležje Jožetu Plečniku. Verjemite, da se na Praškem gradu dnevno srečujejo praktično z izjemnim pritiskom, kdo vse bi tam želel imeti kakšen pomnik, kakšno spominsko ploščo iz te in one zgodovine. Namreč čez te vrtove je v predkoronskem času šlo okoli 4 milijone turistov vsega sveta. Uprava Praškega gradu je striktno dosledna. Ničesar novega se tam ne postavlja. Ničesar novega se ne vgrajuje. Vse prošnje in vloge so doslej zavrnili, le pri eni so naredili izjemo. To je bil tisti kip, doprsni kip Jožeta Plečnika, delo njegove študentke, sicer tudi akademske kiparke Vladimire Bratuš-Lake, ki so ga odkrili 11. maja leta 2006. Žal pa je ustvarjalka tega kipa, ki je pravzaprav kopija kipa, ki si ga lahko gledamo tudi v Križankah, nekaj dni pred tem odprtjem nažalost umrla. V nadaljevanju je prišlo do teh tesnejših povezav. Povedal sem, gospod Velišek je dobil visoko slovensko državno odlikovanje za utrjevanje Plečnikovega imena v Pragi. Kasneje pa se je pojavila ideja, da bi pod samim kipom posadili potomko naše trte z Lenta. To se je zgodilo leta 2012 in predlog je prišel nekje sredi leta. V Mariboru smo ta predlog z obema rokama sprejeli, ampak ker se tam reči lotevajo nekoliko drugače, tudi v smislu estetske ureditve prostora, so rekli, kaj pa, če bi posadili 4 trte? Prav pa 4 trte in
oktobra leta 12 smo posadili torej pod Plečnikovim kipom 4 trte naprej. Uradna zasaditev je bila 12. decembra, leta 14, ne leta 12, uradna zasaditev je bila 12. decembra, to se pravi 2 meseca kasneje, ko je v Prago pripotoval tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in pa slovesnosti se udeležil tudi tedanji župan, dr. Andrej Fištravec, ki je češkemu predsedniku Milošu Zemanu podelil tudi stekleničko vina z naše trte na Lentu. To je bila simbolična predaja rozge, trte pa so že rasle. Naprej. Takrat je imel predsednik Pahor tudi enega najbolj prisrčnih govorov, vsaj mene se je ta nagovor dotaknil in povedal je med drugim ob slovesni predaji te trte in predtem vina češkemu predsedniku, med drugim, gospod predsednik, podarjamo vam nekaj najdragocenejšega, kar Slovenija lahko komu podari. To so zelo lepe besede, jaz sem jih potem še nekajkrat navajal v najrazličnejših zapisih in drugih priložnostih. Naprej. Češki prijatelji niso kar tako, že ob samem odkritju ali pa slovesni protokolarni zasaditvi so odkrili tudi bronasto ploščo na kamniti podlagi, na kateri v slovenskem, češkem in angleškem jeziku piše, za kakšno trto gre, odkot je prišla, kdaj je bila zasajena, tako da imamo to možnost, da si pridemo tudi ta spomenik, naš spomenik v Pragi pogledati in velikokrat smo ga zasledili tudi na družbenih omrežjih kot posebno zanimivost, na katero so naleteli tisti, ki so si, naši rojaki, ki so si ogledali Praški grad, ne samo notranjost, ne samo katedralo, ampak tudi vrtove in tam naleteli na ta slovenski mariborski spomenik. Naprej. To pa je gospod Ivo Velišek, ki ste ga prej videli že ob boku nekdanjega predsednika Václava Klausa. Da bi utrdili dobre povezave, smo ga leta 2015 povabili v Maribor na trgatev in takrat je kot prvi tujec dobil priložnost, da je ob trgatvi z naše trte odrezal prvi grozd in takrat sem se ravno pošalil s tem, sem rekel, prvi predsednik Češko-Slovaške republike Masaryk je bil prvi doktor, častni doktor Univerze v Ljubljani, gospod Velišek pa je bil prvi tujec, ki je dobil priložnost odrezati grozd z naše trte. Namreč vse to se je obrestovalo še na nek drug način. Simbolično in zares smo utrdili vezi med Praškim gradom in Slovenijo. Tako sta se posebej povezala samo vrtnarstvo, torej ta del, ki gre reče zahradništvo Praškega gradu in naš arboretum Volčji potok v poslovnem in tudi simboličnem medsebojnem sodelovanju. Tako da ste lahko recimo leta 18-19 videli tudi zasaditev, ki so jo v Volčjem potoku pripravili vrtnarji iz Prage. Ena od teh je bila tudi velik
obris, zemljevid Češke zasajen z njihovim cvetjem. Da pa ne bi ostalo samo pri tem, so na Hračanih v vrtu naredili tudi približno tako velik zemljevid Slovenije in tudi tistega zasadili s cvetjem. Praški vrtnarji so izjemno veseli, ko pridejo v Slovenijo. Gospod Velišek poskrbi, da dan, dva delovno preživijo v Volčjem potoku, da grejo na morje, da grejo do Češke koče, nato pa še kak dan, dva preživijo v Mariboru in je zgodba popolna. No, ves čas do tega koronskega obdobja med leti 15 in 19 so se vsako leto udeleževali tudi trgatve in tudi jaz sem prejemal povabila na res vinograda in na njihovo trgatev, ki je tisti septemberski vinski praznik. Torej, v gospodu Velišku imamo velikega zaveznika, velikega prijatelja in z njim smo skupaj pripravili tudi razstavo, ki je bila pred leta 2018 v hiši najstarejše trte in simbolično takrat za eno rastno sezono sorto Hibernal iz Prage zasadili tudi poleg naše najstarejše trte. Naprej. Takšna je slika danes. Ta zid ali pa plečnik zidu gleda naravnost proti središču Prage, simbolično čez svoj vinograd in sodelavci našega veleposlaništva, vsak od veleposlanikov in tudi uprave Praškega gradu vsako leto ob obletnici rojstva in obletnici smrti poskrbijo, da se pod plečnikov kip položi venec, pa tudi, ko pride v Prago kakšna delegacija na visokem državniškem nivoju, uredijo slovesno polaganje venca pred plečnikov kip. Naprej. Da zgodba odmeva tudi v praškem okolju, je zanimivo tudi to, da so v lanskem letu, ko sicer zaradi korone ni bilo tiste tradicionalne prireditve, pripravili neposredno živo oglašanje v praško televizijo, njihov podružnico CNN, ki je nekaj takšnega kot naš Pop TV in to je pravzaprav televizijski napovednik oglašanja izpred te trte. In tudi to je po svoje poskrbelo za to, da je trta prepoznana kot neka novodobna plečnikova dediščina tega okolja. Naprej. Sedaj se iz Prage preselimo v Ljubljano s podobnim namenom. Plečnik in vinska trta. Jože Plečnik in njegov brat Andrej sta hišo v Korunovi ulici v Ljubljani na Trnovem, torej ob Trnovski cerkvi, kupila zato, da bi tam živela njihova družina, brat Janez, sestra in tudi Jože Plečnik. Kot vemo, Jože Plečnik si ni ustvaril svoje družine, brat Janez je bil slovit zdravnik, medtem ko je sestra Mina si ustvarila družino, njen sin pa je bil kasnejši duhovnik, za katerega velja, da je preko njega kasneje potekal tudi dogovor, da je lahko Plečnikova hiša zelo nedotaknjena, tudi po svoji vsebini postala muzej. Ena izmed zanimivosti je tudi ta, da je Jože Plečnik dal v prvotnem obsegu hišo zarasti z divjo trto ali viniko.
Kasneje je dogradil ta zimski vrt, ki gleda proti jugu, torej ta del, kjer je lestev proti vzhodu in nasprotni proti zahodu, ker pa v tistem obdobju niso poznali kakovostnih žaluzij v današnjem pomenu besede, svetlobo, predvsem pa toploto, pa je potrebno ustavljati na drugi strani, si je omislil zasaditev vinske trte. Tukaj v tem kotu vidimo trto, ki je bila ob zadnji prenovi približno na višini 1 metra brutalno odžagana, vendar ne v tistem kritičnem času, zato je ponovno pognala in so jo na srečo lepo vzgojili nazaj. Seveda, ko je bila prenova končana, so na trto malo pozabili in jo obrezali kar tako. Kasneje pa smo se nekako našli in ena od zanimivosti je bila v vprašanju, zakaj ta trta rase tako, zakaj ne rase tako kot vsaka trta navzgor. Jože Plečnik je zelo dobro očitno poznal tudi fiziologijo vinske trte, namreč če trta, ki je po svojem botaničnem bistvu liana, torej vzpenjavka, nima opore, njene vitice ne naletijo na oporo pri vzpenjanju navzgor, se bo kasneje obesila navzdol in pač začela rasti navzdol do tal in ko bo dosegla tla, se bo vila po tleh in če bi bila recimo v divjini, bi se po enem letu tam ukoreninila, najbrž, če bi bilo zadosti vlage, pognala bi nova rastlina, ta bi našla kakšno možnost vzpenjanja in recimo ob Dravi, kjer rasejo divje trte, tudi takšne primera 10 centimetrov, smo naleteli, da se vije kar močan trs nekam pod krošnjo in s pomočjo drona v času trgatve ugotovili, da pa je vršni del tiste smreke zelo lepo založen z grozdjem modre barve. Pomeni tam, kjer ima trta možnost, ona kot rastlina sonca hiti k soncu, se prebija skozi vse mogoče in nemogoče zapreke, ampak pridelek pa da tam, kjer je možnost osončenja. Če je to na vrhu smreke, je pač na vrhu smreke. Naprej, prosim. No, na ta način je po rekonstrukciji, ki se je zgodila v lanskem letu, prišlo do tega, da smo trto spet spustili približno do višine, pri kateri ob visokem poletnem hodu sonca onemogoča direkten vstop sončnih žarkov v sam prostor. Zdaj pa prihaja do ene znamenitosti in zanimivosti. Bi rekli, kako pa lahko taka trta, saj se vmes reže, pa še vedno pride do tega, da to senčenje ni popolno. Vinska trta ima še eno značilno fiziološko značilnost. Če si zdaj predstavljate, da sem jaz rozga in da je moja roka list in potem nekdo odreže to rozgo, ki raste, bo trta na to poškodbo, kar res nedvomno je, odreagirala tako, da bo iz spečega očesca, pripravljenega na to, da bi vzbrstelo prihodnje leto, že letos vzbrstel poganjek, ki mu rečemo zalistnik. Zato iz vsake listne pazduhe izrine nov poganjek in ko tistega odrežemo na 3-4 očesca, se začnejo tisti listi debeliti oziroma zasedati prostor in resnično trta
zrase tako, da doseže zelo močno zasenčenje. Prosim. Tako je to videti iz notranjosti. V lanskem letu še nismo dosegli, kajti bilo je potrebno prirezati trto na zelo kratke reznike, predvsem pa jo napeljati tako, da je pokrila celotno dolžino vzhodnega okenskega krila. Na notranji, na levi strani pa vidite še eno zanimivost. Že od nekdaj je v tem zimskem vrtu zasajena vinska trta tudi v notranjosti. Ali je bila ta trta tukaj še preden si je arhitekt umislil zimski vrt, ali so jo zasadili kasneje, ali pa je želel po vzgledu britanskih oranžerij Plečnik poskusiti, kako pa pri nas uspeva vinska trta v notranjosti zimskega vrta oziroma rastlinjaka, najbrž ne bomo nikoli ugotovili. Je pa res, da tudi znotraj hiše zelo dobro uspeva vinska trta, le zalivati jo je treba. Seveda pri teh trtah ne gre za katero izmed žlahtnih, sortnih vinskih trt, ki jih poznamo v vinogradih. Gre za tako imenovane samorodnice trte, ki so se pri nas razširile z vstopom trtne uši, prav zavlju tega, ker je njihov koreninski sistem z razliko od evropske trte odporen, debelejši in s tem odporen za vbode trtne uši. Je pa trta izjemno primerna, vsi poznamo Jurko, Izabelo, Quinton, Otelo, Šmarnico, ne nazadnje. Grozdje je imenitno za zobat, krasno za sok, marmelade, džeme, tudi nekaj vinskega se da pridelati, no nekateri prav zato pridelujejo tudi to, ampak Plečnik je spoznal vrednost teh trt kot vrednost neke biološke karnise, ki je senčila notranjost njegovega zimskega vrta prav v času, ko je senca potrebna. Torej, senco potrebujemo v zimskem vrtu nekje recimo od junija pa do sredine ali pa konca septembra. In potem ima vinska trta, kot pač vsaka listopadna rastlina, to dobro lastnost, ko pa nam sonce prija, liste odvrže, sonce ima spet prosto pot v prostor in potrebno je samo še obrezati in prihodnje leto se bo spet sama zbudila in napravila senco takrat, ko bo potrebno. Ni pa čisto tako samoumevno, namreč rastlina ima na začetku močan zagon vertikalnega, torej navpičnega razvoja proti soncu. Spet želi splezati na smreko, ki pa je ni v bližini. In imeli smo ravno v tem nekaj takih primerov, da je rozga našla pot skozi 2-milimetrsko špranjo med zidom in žlebom in po 3 letih je tista rozga prišla do debeline 1,5 cm, 2 cm in za toliko je zvila žleb. Pomeni, da je treba tudi pri Plečniku vsako pomlad po rezi splezati gor in tiste rozge, ki so morebiti zašle pod žleb, jih preobrniti, da gledajo navzven. Ko pa 2-3 dni gleda navzven, potem pa že najde pravo pot naprej. Zgodba z arhitektom Plečnikom pa ni edina zgodba naše povezanosti s Češko-Slovaško. Namreč v kraju Cerekvice nad Bistrici, to je v neposredni bližini Hradca Kralevega, se je prav tako pred 150 leti rodil inženir Bohuslav Skalicki.
Agronomijo je študiral v Pragi in na Dunaju in takrat je veljalo pravilo. Kdor si je študij plačal sam, si je pač izbiral svoje mesto službovanja. Kdor pa je bil prejemnik štipendije za svoj študij, torej ga je podprla država, pa je moral najprej slediti navodilom, ki jih je država dala mlademu diplomantu. Tako poznamo primer, da so naši diplomanti z našega okolja šli na Južno Tirolsko. Tako pa se je mladi inženir Bohuslav Skalicki tam v času intenzivnega zatiranja Trtne uši, torej okoli leta 1905, znašel na Kranjskem v Novem mestu kot kranjski deželni vinarski inšpektor. Naprej, prosim. To je njegov žig, ampak zgodba Bohuslava Skalickega je zelo zanimiva tudi po drugi plati. Zelo dobro se je povezal z okoljem in danes lahko trdimo, da je Bohuslav Skalicki kot vinarski strokovnjak naredil prvo deklarirano navodilo, kako naj bo sestavljeno vino cviček. Prej so seveda naši dolenjski vinarji v cviček dali vse, kar se je pridelalo, praviloma žametovko, pa modro frankinjo, pa še katero od belih sort. Menihi v Pleterjah pa celo malo traminca, zato da je cviček malo izstopal ali pa odstopal od ustaljenih. Torej, Bohuslav Skalicki je bil prvi, ki je cviček na nek način kodificiral, kakšne sestave so najboljše, da bi naj bile v tem vinu. Zelo pomemben je tudi, ker je leta 1909 v Pragi organiziral prvo razstavo kranjskih deželnih vin. Zdaj pa kranjska deželna vina, takrat si ne smemo predstavljati, da so bila to dolenjska je takrat veljala za manj razvito pokrajino v tem vinarskem smislu. Kot kranjska deželna vina, ki so jih leta 1909 razstavljali v Pragi, so bila predvsem vina iz Vipave. In ta vina so naletela na dober odmev in tudi vinska trgovina je v tistem obdobju, ne bom rekel vzcvetela, ampak se vzpostavila in Češka je, ne glede na to, da je imela tudi svoje vinarstvo, postala zelo odprta tudi za vina z našega okolja. Je pa Bohuslav Skalicki pomemben, nacionalno pomemben še z enega, dodatno pomemben pa še z enega drugega vidika. Z prvega zato, ker je leta 1924 kot učitelj v Novem mestu izdal knjigo z naslovom Kletarstvo. To pa je knjiga, ki velja za prvi slovenski novodobni učbenik kletarstva v našem jeziku. Do takrat smo v glavnem to vedo spoznavali skozi nemške, italijanske, tudi francoske učbenike. Knjiga Bohuslava Skalickega iz leta 1924 pa je bila tista, ki je tudi v našem jeziku dala predvsem kletarjem, predvsem pa dijakom možnost, da to panogo spoznajo tudi v svojem jeziku. Pomemben pa je tudi potem, da se je zbližal z hčero ravnatelja kmetijske šole na Grmu. Kmetijska šola na Grmu pa je bila naslednica prve kmetijske šole v slovenskem jeziku, ki jo je ravnatelj Ivan Dolenc leta 1908 prestavil iz Slapa pri Vipavi v Novo mesto. To je bila hkrati prva kmetijska šola
na slovenskem učnem jeziku. No, Bohuslav Skalicki pa se je zbližal z njegovo hčerko, sta se kasneje poročila in Bohuslav Skalicki je v 20 letih postal tudi ravnatelj kmetijske šole na Grmu. Imel je dva sinova, Zdenka in Bohuslava, in eden od njegovih potomcev, torej njegov vnuk, je tudi znan Mariborčan, dr. Marjan Skalicki, ki je na svoje prednike zelo ponosen. Na novo jih je odkril prav skozi te povezave in prav zato smo takrat v Cerekvicah posadili tudi potomko trte in odkrili spominsko ploščo, ki ste jo videli prej, in družina Skalicki se od takrat rada vrača k svojim koreninam. Moram pa reči, da je takrat, ko je bila tam ta otvoritev, celoten kraj, gre za manjši kraj, kaj jaz vem, bi rekel morda kot ena naša Kungota ali kaj podobnega, je sicer samostojna občina. Zelo ponosen je bil na to in v osnovni šoli so pripravili imenitno razstavo, ki je prikazala rod družine Skalicki od takrat, ko ga imajo zabeleženega v svojih virih, do praktično današnjih dni, ko je razseljen in njegovi potomci živijo tudi pri nas. Prosim naprej. S tem pa je pomembno povedati še nekaj, ko povezujemo Prago z Slovenci ali pa z našimi rojaki. To je nagrobnik našega rojaka iz Metave, teologa Gašparja Rojka. Rodil se je na novega leta, dan 1744, imel zanimivo kariero in bil med drugim predavatelj cerkvenega prava in leta 1797 tudi rektor Karlove univerze v Pragi. Zanimiva zgodba torej, da smo Slovenci soustvarjali del praške, češke kulture manj intenzivno, kot so pomagali Čehi ustvarjati našo, pa vendarle so to zgodbe, ki se jih velja spomniti in na nek način imeti pred očmi, ko govorimo o vezeh in povezavah med Češko in Slovenijo. To je pravzaprav zgodba, ki govori o tem, kako je vinska trta na simboličen način najprej v 20., nato pa spet v 21. stoletju povezala Slovenijo in Češko, tudi Maribor in Prago. Zakaj je pomembna in zakaj smo lahko ponosni na vezi, ki jih na Češkem še vedno izjemno spoštujejo. Prepričan sem, da je življenjska zgodba arhitekta Plečnika v Pragi vsaj toliko znana, da pa so morda za odtenek več storili in še delajo za ohranjanje njegove dediščine. Vemo tudi cerkev Svetega srca Jezusovega na Vinohradih v Pragi je ena tistih točk, ki so zelo pomembne, zanimive, ki jih velja obiskati in s katerimi se Čehi radi pohvalijo tudi pred vsemi, ki pridejo na obisk v Prago.
Zgodba arhitekta Jožeta Plečnika in Vinske trte je v svojem bistvu minorna, skorajda nepomembna glede na siceršnji ustvarjalni opus, ki je dobro proučen. Je pa skozi ta odtenek pomembna v toliko, da si zasluži, da je ob 150-letnici njegovega rojstva predstavljena kot ena tistih morebiti spregledanih, ki pa še vedno izrazito živi, in pa kot ena tistih, ki je bila v njegovem obdobju nedorečena, pa so vestni sledilci njegovih načrtov, ko se je ponudila zgodovinska priložnost, poskrbeli za to, da se je obnovila in razživela, tako kot si je naš arhitekt v svojih načrtih davno predtem to tudi zamislil. Zgodba, povezava Plečnika in Vinske trte pa pelje še po eni poti, ki pa resnično sodi v spekter umetnosti. Namreč vemo, da je Jože Plečnik zaslovel tudi kot oblikovalec obrednega posodja, torej predvsem kelihov. Kelihov je naredil praktično neznano število, veliko jih je ohranjenih in pred leti so jih del te zbirke razstavili tako v Ljubljani, kot kasneje tudi v Pragi. In morda se prav skozi oblikovanje kelihov zrcali po eni strani njegov odnos ne samo do te umetniške tvarine, ampak posledično tudi do tistega, kar v to liturgično posodo pride. To je vino, to delate moj spomin. Rečejo pri vsakem cerkvenem obredu, ko ponazarjajo dogajanje ob zadnji večerji, in Plečnikova zgodba v navezi z kelihom je še dodatno poglobljena, saj je nekoč povedal, in to je silno pomenljivo, namreč da bi pravzaprav pravi simbol krščanstva moral biti kelih, ne križ. Križ, je rekel Plečnik, ni nič drugega kot rimsko mučilno orodje. Torej za kaznovanje najrazličnejših nepridipravov. Zdaj, koliko je to bogokletno in koliko ni, prepuščam vaši presoji, pa presoji tistih, ki se na to podrobneje spoznajo. Torej, menim pa, da je imel Jože Plečnik vendarle poglobljen odnos, ki se je zrcalil prav skozi njegovo delo, in pa samo dejstvo, da je po stoletjih odrezanosti na Praški grad znova vrnil Vinsko trto, ga kaže kot človeka globokega, širokega razmišljanja, zgodovinskega, celostnega dojemanja prostora, kot človeka, ki svojega dela ni pustil nedokončanega, ampak ga je tudi v teh končnih, manj pomembnih finesah izdelal v vsej svoji bravorodnosti, in ljudje, ki so sledili njegovim načrtom, so zgodbi dali jagodo na torto. Iz vsega so razvili praško dogajanje, Praško trgatev kot eden izmed mestnih praznikov, ki ga danes ne bi bilo, in tudi za voljo tega je del našega ponosa na vse skupaj lahko jasno izražen. In če je tako, ko boste kdaj v kakšni priložnosti in bo beseda nanesla na Plečnika,
pa boste nazdravljali, nazdravite tudi njemu, njegovemu umu in osebnostni ter strokovni širini ob 100-letnici. Če vas bo pot zanesla kaj v Prago, pa si oglejte tudi ta prostor, ki je sicer na Češkem, ampak nosi močan slovenski pečat. Hvala lepa za pozornost.